To obliko prav gotovo že poznate. Res, da zdaj nosi Toyotino značko, a v resnici gre za enak avto kot so Berlingo, Rifter in Combo Life. Toyota ProAce City je torej četrti model, ki je zgrajen na enaki PSI-jevi arhitekturi. Ta PSA grupa, s katero se je Toyota že tudi v preteklosti združila, je dokazala, da evropskega kupca pozna precej bolje in smo enostavno se odločili za to, da gremo v sodelovanje z najboljšim. Gre torej za Toyotin poskus v segmentu lahkih gospodarskih vozil, kjer doslej ta znamka še ni bila prisotna. No, že res, da ima Toyota nekaj zgodovine gospodarskih vozil, a ta so bila v preteklosti večinoma namenjena azijskemu trgu. No, ta avto je precej bolj po okusu evropskih kupcev in tudi slovenskih. Predvsem nam je pomembno, da širimo paleto teh dostavnikov, da smo tudi z široko ponudbo konkurenčni na področju prodaje podjetjem. Po drugi strani pa na nek način krpamo luknjo, ki smo jo si sami ustvarili za izgubo modela Corolla Verso oziroma kasneje Verso, kjer smo nagovarjali predvsem mlade družine. No, za tovorne različice je pomembno predvsem to, da je kapaciteta in pa nosilnost tovornega prostora največja v segmentu. Kakšne pa so dejansko razlike med sestrskimi modeli? Na zunaj gre za tole Toyotino masko, v notranjosti pa jih ločite zgolj po znački na volanskem obroču. No, ampak nas seveda še bolj zanima tista razlika ob nakupu vozila. Kjer se pa mi razlikujemo za svojo ponudbo, je pa ta 5-letna garancija, kjer v bistvu je to Toyotina 5-letna garancija in pa način ponudbe, predvsem tukaj govorimo o načinu financiranja. Kot veste, je Toyota goreč zagovornik bencinskih motorjev in celo hibridnih tehnologij. No, kako pa je s tem v primeru modela ProAce City? Pri Toyoti smo namesto dizlov uspešno uvedli hibride, ker pa tukaj nimamo te možnosti, da bi zgolj za Toyotin produkt uvedli tudi hibridno različico, smo primorani prodajati tudi dizle. Je pa seveda v tem segmentu dizel tisti, ki prevladuje, tako da tega se tudi zavedamo, ampak z nekim pogovorom s stranko, kjer je potrebno predvsem predvideti, za kakšne namene bo stranka avto uporabljala, bomo stranki priporočali, ali je to benciner ali je to dizel. Seveda smo pa bolj na strani bencinera ravno zaradi vseh teh okoljskih standardov in pa emisij. Zdaj pa vabljeni, da si ogledate tudi, kako smo skupaj z gledalci testirali Toyotino hibridna vozila. Na primeri smo ugotavljali, zakaj bi lahko bil nov Yaris celo prelomen. Seveda pa vam ponujamo tudi test večjega brata Cityja modela ProAce Verso. Naročite se!